ker je Kamiq eden redkih sodobnih avtomobilov, ki ima še klasično ročico ročne zavore. A veš, hecam, ker jaz pri testnih terminih, ko se odločam za to, katera avto bom jaz preizkusil, ponovadi je tako, da se odločim glede na to, kaj sem že, pa kaj še nisem. No in pa je prišel moment, da so mi ponudili avto za testirati, ker sem ga že imel na testu, celo z enakim motorjem. In v večini primerov, ali pa praktično vedno bi rekel, ne hvala, tega sem že vozil, sem že testiral, dajmo se za kaj drugega zmeniti. Ampak tokrat sem pa vseeno rekel ja. Ker vidiš, za mano je Škoda Kamiq. Kamiqa sem že testiral. Na prvem testu je bil opremljen z 1,5 litrskim turbobencinskim motorjem. Pri temu recimo ni nič drugače. Ajde, oprema je druga. Da po eni strani bi z lahkoto rekel ne hvala, dajmo se za kakšno drugo Škodo zmeniti. Mislim, vse druge Škode tudi še pridejo, ne skrbeti. Ampak ker sem začel gruntati, kako je bilo, ker so se prvič združila, ja, pisma. Sem mogoče malo hotel ponoviti. Osredotočil se bom sam na par podrobnosti. Je pa pred mano en zelo pester petek. Narediti moram ogromen logistike, vrniti moram enega testnega klija. Pol na poti domov proti Štajerski se bom ustavil pa še v Petrovčah, zato ker ti bom pol vse razložil, ampak je kar zanimiva zgodba, no. Pa za intermezzo malo jutranje Lukovice, na levi strani za smrekami zdravstveni dom, čisto na hitro si ga je videl. Mimogrede, jaz sem že kdaj razlagal, da je prvi zdravstveni dom v Sloveniji poimenovan po moji babici. A nisem? Čak malo. Bomo mi kar obrnili, a prav. Tukaj zaviješ desno, to, kar vidiš, je zdravstveni dom. Evo ti ga na, povej mi, kaj piše tukaj gor? Zdravstvena postaja medicinske sestre Jelke Komotar. Babica, moja babica. Veš, ona je v tem zdravstvenem domu delala skupaj s svojim možem. Mož je bil pa Ciril Komotar. Ta prvi. Zanimivost imel je tudi brata dvojčka, ki mu je bilo ime Metod. Yes, that really happened. No in Jelka je bila v veliki meri zadolžena tudi za to, da se je umrljivost dojenčkov ob rojstvu na tem koncu prepolovila. Pa ne samo to, v Lukovci je ena ulica celo poimenovana po njej. Pa se to sem ziher že kdaj omenil, a? Pri vseh teh skoraj 900 vlogih, ne mi reči, da se nisem enkrat razgovoril na to temo. Zdaj pa je tak luštni plac, kjer vem, da bom mir, da ne bo nobenega, pa da kakšno rečemo. Malo sem se pohecal. Veš zakaj? Je zato, stari, ker je Kamiq eden redkih sodobnih avtomobilov, ki imajo še klasično ročico ročne zavore. In ti ne znam povedati, koliko včasih pa še prijeti, kaj ta zgor roko. To je ena taka uporabna fora, ne? Pa priročna tudi. Geni. Ok, zdaj pa par podatkov, ki se mi zdi, da jih moraš vedeti. Konec leta 2020 se je zgodil Prima test. To je tisti avtomobilski test, v katerem je ponovadi vključenih več avtomobilov hkrati, običajno iz istega segmenta. In pri tem testu sodeluje kupenih uredništev. No in testirali so male, kompaktne športne terence, Kamiqa in druščino. Poudarjam, da gre za izjemno temeljit test in ugan, kater avto je nazadnje zmagal, ker konkurenca je bila kar velika. Ja, Kamiq je zmagal. Tale. In če si avto prebori zmago na Prima testu, to v mojih očeh nosi zelo veliko težo. Ko sem jaz prvič testiral tega Kamiqa, mimogrede na slovenski trg je prišel kdaj? 2019, to se pravi 3 leta nazaj. Ja, vmes se je Škoda že malo potrudila, pa mu namenila kakšno novost, kakšno spremembo. In ta glavna v kabini je to volan. A veš, ga je poerbala od Octavije. Veš, na ta prvem testu je bil še tisti klasičen, zdaj pa ne več. Poglej. Vidiš, v tem primeru gre pa že za zdaj vsem znano dvokrako rešitev z luknjo tukaj spodaj. Mrzdo se pretoščeš, kje pa je še ena prečka, meni je bila pa všeč, jaz pa neke posebne uporabnosti v njej nisem videl, zato ker volan moraš itak držati tukaj, kaj se tukaj spodaj dogaja, praktično ni pomemben za nekoga, ki vozi pravilno. Je pa res, da kljub temu, da je stilsko napredoval, je uporabnost enaka, oziroma moram reči, da celo boljša, pa celo malo bolj eleganten zgleda. Lej. Predvsem zaradi teh dveh vrtljivih kromiranih stikal na vsaki od prečk, mimogrede tempomat ročka je tukaj zadaj. Pa dobro, volan je tudi haptičen. Veš, kaj to pomeni? O tem sem tudi že večkrat govoril, da v bistvu ne rabi zaznati mehanskega premika, da ve, da ti držiš roko na njem, v bistvu je občutljiv na dotik, kar zelo prav pride predvsem na avtocesti. Oziroma takrat, ko avto s pomočjo različnih pomagal pazi in se osredotoča tudi na to, da ostane znotraj svojega pasu. Pa tudi instrumentna plošča, ki sem avto prvič testiral, je bila klasična, tokrat je digitalna z vsemi prednostmi, ki jih to prenese, to se pravi prilagodljivost. S pomočjo stikala tukaj na desni prečki lahko zbereš, kakšen pogled želiš, ali je tak malo športen z merilcem vrtljajo tukaj na sredini, pa pol čista klasika, pa potem pogled, kjer so v središču pozornosti predvsem asistenčni sistemi, pa potem še tale, ki je malo drugačen in lahko na levi desni izberaš, kaj se ti prikazuje, v tem primeru poraba. Pri dodatni opremi bi želel izpostaviti eno, ki se mi zdi zelo koristna pa uporabna, a smo se pa že malo razvadili, namreč električno odpiranje pa zapiranje prtljažnika. Medtem, ker ne vem, kromirana obroba stranskih stekel
kaj pa jaz bi brez tega lahko živel. Kamero bi tudi dokupil, nujno. Izbira voznega profila, jaz ne vem, koliko so kupci Kamika zahtevni, ki pride do tega, da bojo zdaj izbirali eko, normal, sport, tudi če ne. Premišljeno moraš zbirati, kaj boš, oziroma s čim boš napakiral svoj avto. Veš, kaj mi je pa v drugi vrsti všeč? Da ti rit, ko se usedeš, pade razmeroma nizko, da ne sediš tako lepa pokončno, da je poza zrelaksirana in si mislim, da bi znal tukaj tudi na daljše proge biti zelo udobno. Stari, to je na hitrico to. Jaz moram vrniti Klija, mogoče se vmes še kaj drugega zgodi, potem grem na Štajersko, vmes se ostavimo pa v Petrovčah, zato ker bomo šli pogledati na Herman. Na soš videl bom tudi razložil, zakaj. Evo, Petrovče. Zakaj sploh prihajam sem v Petrovče? Nisem tega na velik zon obešil, ampak itak boste še veliko več zvedeli. Letos, in na to sem zelo ponosen, sem postal ambasador podjetja Herman. Vrata! Ja bom probal tudi za kakšen popust na žico, ta prav. To pomeni, da boste v njihovih izdelkih še kdaj pa še kaj slišali, predvsem v Komutra minuti, tudi na Instagramu. Kar dobri so, no? Specialisti za garažna vrata, pa tudi kakšna druga. Zakaj sem pa sem prišel, to pa čez 2 minute. Pejmo. Evo me. Jaz sem tukaj, fantje že ne sem fantje, ne. A veš, o čem je hec? Samo enkrat na leto se zgodi, da imajo čistilno akcijo, pa je to dobra šansa. Ne samo, da se podjetje malo uredi pa spuca, da se folk tudi malo vidi. Zato, kaj veš, Herman, oni so po Sloveniji na 3 lokacijah. Tukaj v Petrovčah, pa v Ljubljani, pa valjda tudi v Mariboru. Džabe ti zdaj razlagam, kaj posebej se počne, ne. Grem zdaj jaz malo naokrog, najdem eno luštno musko, pa pokažem. Pa gremo pa naprej. Nisem nazaj, na avto. Mislim, nemška firma, ne samo, da morajo biti zglancani, parkirani morajo biti na centimeter natančni. Drugač pa brez heca, ne. 70 ljudi je danes na tej lokaciji. Delajo, pospravljajo, urejajo, delajo se tudi take manjše inventure. Pa vidiš, da v katerikoli prostor, halo, skladišče ali pa pisarno prideš je tak. Dobra energija laufa skozi prostore, no. To sem hotel reči. Ok, zdaj pa nazaj k Kamiku. Pa se po eni strani ne vem, zakaj ne bi kar tukaj le zaključil. Motorja še nisem omenil, ne. Pri Kamiku imaš več enih izbir, pri bencinarjih recimo tudi 1.0. To je ti s 95 konji, ampak tale, tukaj imam papirje, pa 1.5, 150 konjev. Ta motor sem že preizkusil, ker sem ga nazadnje testiral in že takrat sem ga označil kot enega takega odličnega partnerja celotnemu avtomobilu, ne samo po živahnosti, po zmogljivosti, po prožnosti, predvsem tudi po porabi. Jaz sem vozil tako, kot sem vozil, nisem nič pazil, da bom posebej varčen, pa se vozim okrog 6 litri. Ok, zdaj pa tako, kar se tega vloga pa Kamika tiče, malo kratek sem bil tudi zato, ker sem ga v prvem vlogu zelo detaljno opisal, pa sem se mu podrobno posvetil. Zdaj sem tukaj napisal številko, da boš mogoče lahko tja letel, če te še več zanima. In to je to. Lepo se imej.